Spoštovani poslušalci Radia Ognjišče in Radia Slovenija, programa Ars. Pred nami je prenos svete maše iz cerkve Marijinega oznanjenja, frančiškanske cerkve v Ljubljani. Maševal bo pater Pavle Jakob, s petjem pa bo sodeloval otroški zbor župnije Marijinega oznanjenja. S kitaro jih bo spremljal Peter Berden, zborovodkinja je Anja Lenarčič. Sladkost rosile in griči bodo cedili mleko in med, ker bo prišel veliki prerok in on bo prenovil Jeruzalem. Kralja, ki prihaja, pridite, molimo. Glej, prišel bo Bog in človek iz hiše Davidove, da sede na prestol. In videli boste, vaše srce se bo radovalo. Kralja, ki prihaja, pridite, molimo. Glej, prišel bo Gospod naš zavitnik, sveti Izraelovo, s kraljevo krono na glavi. In gospodoval bo od morja do morja in od reke pa do kraljeve vesoljne zemlje. Kralja, ki prihaja, pridite, molimo. Glej, Gospod se bo prikazal in ne bo nas varal. Če bo odlašal, čakaj, ker prišel bo in se ne bo zakasnil. Kralja, ki prihaja, pridite, molimo. Prišel bo Gospod, kakor dež pada na plano, in v njegovih dneh bo izšla pravica in miru obilnost. In molili ga bodo vsi kralji zemlje, vsa ljudstva mu bodo služila. Kralja, ki prihaja, pridite, molimo. Rodilo se nam bo dete, močni Bog bo njegovo ime. Sedel bo na prestol očeta Davida in gospodoval bo. Njegova oblast bo na njegovi rami. Kralja, ki prihaja, pridite, molimo. Betlehem, mesto najvišjega Boga, iz tebe bo izšel vladar Izraelov.
in njegov izhod bo kot v prvih dneh večnosti in poveličevan bo sredi vesoljne zemlje. In mir bo na naši zemlji, ko bo prihajal. Kralja, ki prihaja, pridite, molimo. Kralja, ki prihaja, pridite, molimo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost in mir Boga Očeta, ljubezen Jezusa Kristusa in občestvo Svetega Duha ne bo z vami vsemi. Otroci, bratje, sestre, vsi današnji odlomki Svetega pisma, ki jim bomo skupaj prisluhnili, ne govorijo o ničemer drugemu, kot o Jezusu, ki prihaja. Prerok Izaija nam bo v prvem berilu povedal, da mu bo Marija dala prav posebno ime. In prav zanima me, ali si ga boste zapomnili. Pripravimo svoje srce za poslušanje Božje besede. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Molimo. Nebeški Oče, po angelu si nam oznanil učlovečenje svojega Sina. Posvečuj in podpiraj nas svojo milostjo in nas po njegovem trpljenju in križu pripelji k slavi vstajenja. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj ob čestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz knjige preroka Izaija. Tiste dni je Gospod govoril Ahazu in rekel: Izprosi si znamenje od Gospoda, svojega Boga,
v globini podzemlja ali v višavi zgoraj. Ahaz pa je rekel: ne bom ne prosil, ne preizkušal Gospoda. Na to je rekel Izaija: poslušajte vendar, Davidova hiša, ali vam je premalo, da utrujate ljudi, ko utrujate še mojega Boga? Zato vam bo Gospod sam dal znamenje. Glej, devica bo spočela in rodila sina in mu dala ime Emanuel. To je Božja beseda. Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Pavel, služabnik Kristusa Jezusa, poklican za apostola, odbran za Božji evangelij, ki ga je Bog napovedal po svojih prerokih v svetih spisih za evangelij o njegovem sinu, ki se je po telesu rodil iz Davidovega rodu, po duhu svetosti pa je po vstajenju od mrtvih postavljen za Božjega sina v moči. To je Jezus Kristus, naš Gospod, po katerem smo prejeli milost in apostolstvo, da bi zaradi njegovega imena vsi narodi postali poslušni veri. Med njimi ste tudi vi, ki vas je poklical Jezus Kristus. Vsem, ki ste v Rimu Božji ljubljenci, poklicani in sveti. Milost vam in mir od Boga, našega Očeta, in od Gospoda Jezusa Kristusa. To je Božja beseda. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Z rojstvom Jezusa Kristusa je bilo takole. Njegova mati Marija je bila zaročena z Jožefom in preden sta prišla skupaj, se je izkazalo, da je noseča od svetega duha. Njen mož Jožef je bil pravičen in je ni hotel osramotiti, zato je sklenil, da jo bo skrivaj odslovil. Ko je to premišljeval, glej, se mu je v sanjah prikazal Gospodov angel in rekel: Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene,
Kar je spočela, je namreč od Svetega Duha. Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo svoje ljudstvo odrešil grehov. Vse to pa se je zgodilo, da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku. Glej, devica bo spočela in rodila sina in imenovali ga bodo Emanuel, kar pomeni Bog z nami. Ko se je Jožef zbudil, je storil, kar mu je naročil Gospodov angel. Vzel je svojo ženo k sebi. To je Kristusov evangelij. Verjetno se vam je že kdaj zgodilo, da ste kakšne stvari skrbno načrtovali, vse pripravili, se vse dogovorili, izpolnili vse pogoje, potem pa se je nenadoma vse obrnilo na glavo. Slovenski pregovor pravi, človek obrača, Bog pa obrne. Včasih dejansko nam Bog obrne stvari na glavo. Včasih nam to storijo naši bližnji. Morda smo sami kakšno stvar, ki se nam obrne na glavo, zakrivili, ker nismo vzeli dovolj zares in odgovorno. Tudi pa ne vemo vedno, če ni imel pri svojih stvari kaj zraven hudobni duh. Najbrž jo še najbolj poceni odnesemo, če je za to, da se nam stvari obrne na glavo, kriv Bog. Kajti potem nimamo krivca tu med sabo, niti pri sebi, pa še najbolj smo gotovi, da to, če se nam ni zgodilo ali kar se je obrnilo na glavo, bo najbrž že kako dobro za nas. Saj Bog nam ne more nekaj pokvariti iz zlobe ali nevoščljivosti, ampak ker bo najbrž to za nas ali za druge dobro. Problem je, da ne vemo vedno, kadar se nam to zgodi, ali je to od Boga, ali od kakšne zlobe ljudi, ali smo za to sami krivci. Zato ostanemo v dilemi in čakamo, kakšne bodo posledice, ali pa moramo nekaj na vrat na nos hitro sami reševati. Glejte, nekaj podobnega se je zgodilo Jožefu, zaročencu tam pred 2000 leti v Nazaretu. Mladi zaročenec je skrbno pripravljal vse za poroko, medtem ko je čakal, da se njegova nevesta vrne iz obiska tete dol na Judovskem. Morda je pripravil vso novo opremo kot mizar v hiši, kjer bo njuna družina. Potem pa, ko se njegova nevesta vrne, nenadoma hladen tuš. Marija je noseča. Marija ga je prevarala. Kako je to mogoče? Kaj se je zgodilo? Kako se je lahko to zgodilo? Si lahko zamislite, da ste na mestu Jožefa, kako bi reagirali? Kako bi bili ogorčeni, se čutili osleparjene, izdane? Kakšne besede bi takrat morda našli za svojo zaročenko, ki vas je takole prevarala? Kaj bi govorili vaši domači, prijatelji, znanci? Koliko posmihovanja, opravljanja, obrekovanja bi bilo iz tega? Toda Jožef vsega tega ne počne. Pa ni bil brezbrižen človek, flegmatik, ki bi rekel, vse je vseeno. Nikakor. Vendar ne preklinja se, ne jezi. Marija ne šikanira. Ampak
kot preprosto pove evangelist, ker je bil pravičen mož, jo je sklenil skrivaj odsloviti. Jožef je imel v roki veliko večje orožje, kot bi ga mi imeli danes za takšno izdajstvo. Lahko bi Marijo naznanil in sledila bi gotova smrt s kamenjanjem. Tudi ne. A tudi ko sklene, da jo bo na najbolj prizanesljiv način zaščitil in jo skrivaj odslovil, tudi takrat tega ne naredi. Jožef še kar naprej razmišlja. Zakaj tega Jožef ne naredi? Imamo veliko takšnih pobožnih odgovorov, pa bodimo realni. Najprej morda zato, ker nikakor ni mogel v sebi. Jožef je Marijo dobro poznal. Pa ni mogel verjeti, kako se je to lahko zgodilo. Ni mogel spraviti v sklad z Marijo, ker je vedel, da je sicer poštena, dobra, zvesta, da bi ga lahko tako prevarala. Nekateri so mnenja, da je Marija Jožefu povedala za ta božji obisk in spočetje. Tudi poslušajte, kdo pa je že kaj takega slišal? To se še ni zgodilo, to je nemogoče. Razum preprosto ustavi razmišljanje in ne more verjeti. Lahko bi rekli, da je Jožef vendarle veliko razmišljal tudi o sebi, a vse se je ustavilo pri njegovi pameti. Zdrava pamet tega ne more sprejeti. Tudi zdrava čast moškega ne more kar tako požreti nekaj. In ko je to premišljeval, s premišljevanjem ni nikamor prišel. Vse vemo, naš človeški razum lahko je še tako luciden, lahko še tako vse razumemo, vendar le pridemo do roba, ko ne moreš naprej. Ko se ustavi, ko prideš do zidu, takrat nam Bog pomaga, da nas pošlje v neko globjo stran našega bivanja, v tisto, kjer je vendarle razum na dopustu, v sanje ali v kakšno ekstazo. Tudi se nam včasih zgodi, da dejansko dobimo kakšno spoznanja ne po poti razuma, ampak po poti morda intuicije, morda o kakšnem zamaknenju, intenzivnem prepuščanju kakšnega doživetja. Tako je tudi Jožef dobil v tej svoji stiski, v tem svojem globokem razglabljanju in dilemi sporočilo. Marija je dejansko spočela po božjem posegu. Ne vemo točno, kako je Jožef dobil to sporočilo. Sanje v Svetem pismu lahko pomenijo marsikaj, vendar gre za eno stvar, ki je gotova. Jožef je dobil sporočilo, da je pri Marijini nosečnosti Bog na delu, da je Bog oče, dejansko oče tega otroka, ki ga Marija nosi. In tako preprosto nam potem evangelist pove, ko se Jožef zbudi, ko pride k sebi, preprosto naredi to, kar mu je angel naročil. Vzame k sebi Marijo, svojo nosečo nevesto, pa ni on oče. Tako izrecno preprosto to Jožef naredi. Jožef ni bil človek velikih besed. Pravzaprav, čeprav ima tako pomembno vlogo v odrešenju, nimamo zapisane tudi ene besede v Svetem pismu. Imamo pa 4 tako imenovane njegove nastope v odrešenskem dogajanju in vedno je to.
Vstane, gre, stori. To je veličina svetega Jožefa, to je njegova zgodba, to je njegova vera, to je pravzaprav srž krščanstva. Vstati, narediti to, kar Bog pričakuje, kar Bog želi, kar Bog zapoveduje, kar Bog zaupa nekomu, komu da svoje poslanstvo. In Bog je Jožefu lahko zaupal, zato ker je Jožef zaupal Bogu, ker je Jožef sprejel, se odmaknil s svojim načrtom, svojim pričakovanji, ki je znal odstopiti od svojega razočaranja. Božje zaupanje lahko gradi na našem zaupanju Bogu. Vidite, ta Jožefova zgodba nam na pragu Božiča podaja dva lepa vzgleda za vsakdanje življenje. Najprej, kada se nam sesujejo naši načrti, pričakovanja, naša upanja in tako naprej, ne smemo pobegniti. Pobeg, vemo, ničesar ne reši. Jožef bi lahko rekel, dobro, Bog, si mi povedal, imej zdaj svojo Marijo, nisem jaz oče in pa ti skrbi zanjo. Tako bi se svoje moški užaljenosti umaknil v svoje delo. Lahko bi se prepustil kakšnemu pijančevanju ali kakšni drugi zasvojenosti. Tudi ne. Jožef sprejme. Jožef je sposoben preseči sebe, svoje pričakovanja, celo preseči svoj zdrav razum in sprejeti v veri in zaupanju. Pobeg nečesa ne reši. Odstranitev nekoga, ki ti ne paše, tudi ne reši ničesar. Vemo, čemorkoli pobegnemo, vse pride za nami, beži z nami in nas doleti takrat, kadar smo najbolj sami. In drugi zgled, ki nam ga Jožef daje, je zaupanje v Boga. Zaupanje v Boga, da mu prepustiš njegovo bistveno vlogo. Ne moremo biti verni, če Bogu ne zaupamo. Zaupanje je tako pogoj vere na eni strani, kakor tudi pogoj ljubezni. Komu ne zaupaš, ga ne moreš imeti rad. In ko ga nimaš rad, temu ne slediš, mu ne ugodiš, ne sodeluješ z njim. Tako Jožef lahko stopi v to odrešensko zgodovino in jo na nek način tudi omogoči in zagotovi prav svojim velikim zaupanjem in predanostjo Bogu. Bratje in sestre, morda potrebujemo prav to dvojni zgled. Morda v kakšni stvari v sebi bežimo, pred čim, morda bežimo pred kom, morda koga odrivamo ali bi ga hoteli odsloviti, morda ne zaupamo. Prisluhnemo v teh dneh Bogu, ki nam kakor Jožefu govori, ne boj se vzeti k sebi svojega moža, svoje žene, svojega otroka, svojega bližnjega, svojega poslanstva. In če bomo verjeli temu Božjemu vabilu, bo morda tisto najlepše, kar se nam lahko zgodi v tem Božiču, prav to, da premagamo strah in tako doživimo svoje veselje. Amen. Verujem enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z očetom in je po njem vse ustvarjeno.
ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je utelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas. Pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, se ni resnici očetovi in bo spet prišel v slavi, sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki govori po prerokih in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, sveti preroki so napovedovali Božjega Sina in zdaj prihaja k nam po molitvi, po svoji besedi in v sveti Evharistiji. Prosimo ga. Za našo župnijsko skupnost, da bi nas prazniki povezali med seboj in s teboj. Prosimo te, usliši nas. Za vse narode sveta, da bi živeli v miru in medsebojnem spoštovanju. Prosimo te, usliši nas. Za družine v stiski, da bi tebi našle resnično oporo in pomoč. Prosimo te, usliši nas. Za matere, da bi pogumno in nesebično sprejele vsako novo življenje. Prosimo te, usliši nas. Za naše pokojne prijatelje, da bi se večno veselili tvoje bližine v nebesih. Prosimo te, usliši nas. Gospod Jezus, pošli nam svojega svetega duha in prenovi obličje zemlje. Naj vlada mir med vsemi ljudmi, mir, ki ga sami ne moremo ustvariti, marveč si ga v sveti noči na zemljo prinesel ti, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Molimo, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Naj sprejme gospodaritev z mojih rok, hvala in čas svojemu imenu, blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi.
Gospod Bog naj te darove na oltarju posveti Sveti Duh. Svojo močjo je obsenčil Devico Marijo, da je postala mati tvojega Sina, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in posod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni, večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Vsi preroki so ga napovedovali, Deviška mati ga je v nezrekljivi ljubezni nosila in ko je prišel, ga je Janez Krstnik ljudem predstavil. Naklonil nam je milost, da veseli pričakujemo skrivnost njegovega rojstva. Tako nas bo našel čuječe v molitvi in vesele v prepevanju njegove slave. Zato z angeli nad angeli in vsemi nebeškimi zbori pojemo hvalnico tvojemu veličastvu in nenehno vzklikamo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere, tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje stajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim nadškofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju.
Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na stajenje. Posebej te prosimo za sestro Emo, pa tudi vse ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, daj jim gledati tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, z apostoli, svetim Frančiškom in Klaro, svetim Jožefom in vsemi svetimi, ki so živeli tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Varuj nas v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha. Ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, vam apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. V stari zavezi je kar 12-krat napisano, da je Gospod stopil dol. V teh dneh se nam bliža v podobi majhnega in krhkega otročka, prihaja kot Emanuel, Bog z nami. Tudi mi lahko stopimo dol svojih tronov, samoljubja in napuha. Bratje in sestre, podajmo si roke in si pomagajmo se stopiti. Mir z vami. Glejte, v tem svetem kruhu je prisoten Jezus Kristus. On prihaja k nam, da nam odzame naše grehe
in podari svoj mir. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Gospod se nam daje v hrano za večno življenje. Luce
Zdaj prisluhnimo božični poslanici naših skavtov, božični luči betlehemski. Veliko je lepih prazničnih voščil. Razmišljam, katera iz obilice izbrati. Tuje besede so morda tople, ampak ne ogrejejo. Zdi se mi, da v njih ne moreš videti mene. Zgodba luči miru iz Betlehema me vabi k iskrenosti. Zato si vzamem čas, da pomislim, kaj ti v resnici želim za Božič. Kako ti prenesem plamen, bi ti rad skupaj z njim podaril tudi košček sebe in besedo, ki jo greje. Naj tako Božič zares postane Božič. S to poslanico skavti prinašamo luč miru iz Betlehema. Svečko lahko dobite ob hodniku pri izhodu. Molimo. Naš Gospod in naš Bog, nebeški dar, ki smo ga prejeli, naj nas krepi in varuje. Čim bliže je praznik našega odrešenja, tem bolj naj napredujemo v gorečnosti, da bomo vredno obhajali skrivnosti rojstva tvojega Sina, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Dovolite še par obvestil. Jutri in torek imamo še reden veruk in srečanja, v sredo pa po 4. maši popoldne blagoslov in odprtje naših jaslic. Ob 6:30 zvečer imamo božičnico, ki nam je pripravili naši otroci z zboroma. Ob 7. je družinska polnočnica, ob 9. zvečer polnočnica z ljudskim petjem, ob polnoči pa slovesna polnočnica z orkestrom in solisti in zborom, še prej pa ob 11:30 božičnica. Na sveti dan, na Božič, ste lepo povabljeni k družinski maši ob 10. dopoldne skupaj s pastirji, ki pridejo obiskati Jezusa. Potem pa imamo prosto, kar pa ne pomeni, da ne smemo priti zopet k maši, ko bo. Za Božič vas prosim tudi, da boste prinesli hranilnike, ki ste jih zbirali za lačne otroke. Se pravi, na božični dan ob 10. prinesite hranilnike Jezusu k jaslicam, Jezus pa jih potem deli naprej k našim otrokom. Vsem želim lepo doživetje praznika, če ga boste praznovali kje drugje. Pri nas boste lahko dobili še oglje in blagoslovljeno vodo na sveti večer, da boste potem doma blagoslovili svoje domove. Sedaj po sveti maši ste lepo povabljeni na kavo in čaj v Atri. Naj nas v teh svetih dneh spremlja Božji blagoslov. Gospod z vami. Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru. Bogu hvala. Dan,
Poslušali ste prenos evharistične daritve iz Cerkve Marijinega oznanjenja, frančiškanske cerkve v Ljubljani. Maševal je pater Pavle Jakob, s petjem pa je sodeloval otroški zbor župnije Marijinega oznanjenja. S kitaro jih je spremljal Peter Berden, zborovodkinja je Anja Lenarčič. Tehnična izvedba prenosa Radio Ognjišče in Jakob Čuk.